Mega špas! Pozdravljeni v Retro Loverju, kjer odgovarjamo na razna vprašanja. A nisi rekel, da lahko končno zdaj jaz enkrat naredim uvod? Ja, no okej, pa ti naredi uvod. Odraščanje je eno samo sranje. Samo podoba... Stop, kaj pa je to? Ja, saj si rekel, da naj nekaj povemo o odraščanju, pa o samopodobi. Rekel sem, da povej nekaj spodbudnega o odraščanju in samopodobi. Nič ni spodbudnega. Ko odraščaš, misliš, da si loser. Pa s časom rata malo boljš. Okej, hvala Riki za te globoke misli, ampak mislim, da bom kar jaz naredil uvod. Ja, ne vem, meni se je to zdelo čisto okej. Najbrž zato, ker s časom rata malo boljš. No, samopodoba je mnenje, ki ga imamo v sebi. In v odraščanju, ko v bistvu sebe oziroma svojo identiteto šele gradimo, je naša samopodoba lahko dostikrat slaba. Predvsem zato, ker se ujamemo v zanke negativnega razmišljanja o samem sebi. Mislimo, da nismo sposobni, ker smo dobili slabo oceno. Konstantno se nam zdi, da smo grši in slabši kot drugi. Negativne misli o samem sebi lahko prevladajo, čeprav niso resnične. Jaz sem vedno hotel imeti ravne lase in moji kodrčki so mi šli na živce. Sploh nisem štekel, da imam najjačo frizuro na svetu. Bundes, baby. Biznis spredi, žurkica zadaj. Oh, yeah! Požen z vprašanje, Riki. Mislim, da imam grd obraz, sploh če ga primerjam s svojimi sošolkami. A si bom sploh taj všeč? Veliko mladostnikov in mladostnic si o sebi misli podobno. Če bi naredila anketo o tem, ali si zadovoljen s svojim zunanjim videzom, bi vsak na sebi našel nekaj, kar mu ni všeč. Ja. Predvsem zato, ker smo obremenjeni z nekimi lepotnimi standardi iz medijev ali družbenih omrežij. In za povrhu se seveda primerjamo s svojimi prijatelji in sošolci. In pri drugih vidimo le lepoto in neke prednosti, pri sebi pa vedno le primanjkljaje. Ampak popolnih ljudi ni. Poglejte Rikija. Namesto primerjanja je dobro, če skušamo pri sebi najti stvari, ki so nam všeč, in če ti odgovoriva na vprašanje... Ja, s časoma si boš vse bolj všeč. Oziroma, če sva popolnoma iskrena, s časoma te bodo stvari na tebi vse manj motile. Sem precej nesocialen. Zelo težko navežem stike. Zdi se mi, da drugim ljudem nisem zanimiv. Kaj lahko naredim, da dobim prijatelje? Težko je biti brez frendov. Koga pol pokličeš v 2:30 zjutraj, ko ne moš odpreti tegelca kumrc? Bobija. Klič Bobija. Dobro je, da se ne zapiraš v svoj svet in da nisi pretežno doma. Priključi se kakšni skupinski aktivnosti v šoli ali pa kje drugje. Izberi tako, ki te resnično zanima oziroma jo že počneš. Ja, tako boš tudi lažje navezal stike, ker se boš pogovarjal o nečem, kar že poznaš. Ko navezuješ stike, se potrudi, da ljudi res poslušaš in da tudi z njimi deliš stvari o sebi, čeprav ti je to neprijetno. Kadarkoli lahko, ljudem pomagaj. Pri prijateljstvu je najbolj pomembno, kako se do drugih vedemo, da smo prijazni in sočutni. Tudi, če si bolj tih in zaprt vase, si lahko zelo dober prijatelj. Mega šunka! Mega šunka? A ni dober? Pa niti ne, dajva še enkrat, no? Okay. Mega šnicel! Dobro, a zdaj sam naštevaš hrano na š? Mogoče. A se ne spomniš več nobene hrane na š? Mogoče. Dobro, daj sam preberu vprašanje. Ok. Zelo mi je pomembno mnenje, ki ga imajo drugi o meni. Če moja objava ne dobi dovolj lajkov ali komentarjev, se mi zdi, da sem naredila nekaj narobe. Da jaz nisem dovolj dobra. Kako naj se neham sekirati o tem, kaj si drugi mislijo o meni? Mnenje vrstnikov pogosto postane najpomembnejše merilo in hitro se ti lahko zdi, da brez določenega videza ali načina življenja ne obstajaš. Zdaj pa, ali to pomeni, da je s tabo kaj narobe, ali si samo v okolju, ki ima napačna merila o tem, kaj v življenju resnično šteje? Družbena omrežja vsiljujejo podobe popolnosti, ki v resnici ne obstajajo. Vsi smo pod kožo krvavi, oziroma vsi imamo brez filtra mozolje. Štetje lajkov zagotovo ni najboljši način preživljanja časa. Dejansko druženje s pravimi prijatelji, ki ti nekaj pomenijo, ti bo veliko bolj koristilo. Če boš do njih prijazna in jim boš stala ob strani, bodo zagotovo imeli tudi dobro mnenje o tebi kot osebi. Objave se pozabi, lajki zbledijo, pristni odnosi pa ostanejo. Wow, Riki, to si pa zelo lepo povedal. No, se ti zdi? Mega. Bom kar objavil tole. Kadarkoli nekdo o meni reče nekaj, kar ni res, ali pa naredi nekaj, kar mi ni všeč, me prizadene. Ampak nič ne rečem. Kako se lahko postavim zase? Pomembno je, da se postavimo zase in da to naredimo na tak način, da s tem ne prizadenemo drugih. Kako pa to naredim? Dobro je, da znamo reči ne in da se ob tem ne počutimo krivega. Sploh, če se od nas zahteva, da naredimo nekaj slabega, škodljivega ali celo nekaj, kar nas lahko ogroža. Če prijatelj v tebi reče nekaj, kar ni res, zaupaj samemu sebi. Ti veš, da to ni res. Ne rabiš biti zaradi tega prizadet. Lahko mu tudi umirjeno poveš, da se moti. Če tega ne bo hotel sprejeti, morda ni tvoj pravi prijatelj. Bolj ko zaupam vase, lažje izražam svoje mnenje, zahteve, želje in nestrinjanje. Pomembno pa je, da ob tem nisem agresiven. Recimo Riki, kadar vzameš sok iz mojega hladilnika in piješ direktno iz plastenke, me to moti. Prosim, nehaj.
A imaš ti vročino slučajno? Ne, zakaj? Zato, ker ponovadi rečeš, Riki, spustale sok, drugače ga bom zatlačil. Ok. Priznam, včasih agresivno odreagiram, ne bom več. Ti pa ne boš več pil mojega soka iz plastenke, a ne? Lej, Luka Dončić. Kje? Zberi padem na to foro.